premier, zanima me vaš komentar na to, da se predsednik Drnovšek ne bo več potreboval za predsedniško mesto, pa tudi kako je z iskanjem predsedniškega kandidata v vaši stranki in ali bi bili, če ne boste imeli svojega kandidata, pripravljeni podpreti ali gospoda Peterleta ali gospoda Pahorja. Prvo vprašanje bom komentiral, ko bo potekal formalni rok za vložitev predsedniških kandidatur. Kar se tiče odločitve naše stranke, bo ta sprejeta na naslednji seji sveta. Kakšna bo, pa v tem trenutku težko prejudiciram, ker pač potekajo stresni postopki. O tej temi pred sejo sveta ni razpravljal še niti izvršilni odbor, možne so različne rešitve. Duša televizija, jaz bi prosil, če lahko komentirate predlog gospoda Jambreka, da bi se vprašanje pristojnosti predsednika republike rešilo še pred koncem tega mandata oziroma za mandat naslednjega predsednika in sicer predlaga, da bi se v to vključilo Ustavno sodišče. Prejmo vprašanje, pač še drugo vprašanje, da če lahko komentirate tudi njegovo izjavo, da gospod Turk ne more biti kandidat pomladnih stran, da se je pač precej špekulacije v tem, da je možno, da bi tudi on bil kandidat vaše stranke. No, kar se tega drugega vprašanja tiče, formalno omenjeni kandidat, oziroma omenjena oseba nikoli bila evidentirana kot kandidat Slovenske demokratske stranke, tako da tega tudi podrobneje ne bi komentiral. Kot rečeno, postopki niso zaključeni, to sem že odgovarjal odgovor na prejšnje vprašanje, zaradi tega v zvezi z tem tudi zelo kaj konkretno dokončnega rečem. Glede pristojnosti predsednika republike, mislim, da je tega že kar nekaj mesecev, ko sem za to isto govornico dejal, da so tukaj nekatere stvari vprašljive, da nastajajo dvomi glede ujemanja ustavnih in zakonskih pristojnosti, da pa bi bilo slabo, če bi ta vprašanja reševali tako, da bi imeli v mislih neko konkretno osebo, ki v določenem času opravlja določeno funkcijo. In kljub temu, da so takšni predlogi bili, vlada po tej možnosti ni posegla. Tudi ob zadnjem razmisleku, ki se je pojavljal ob delovnem gradivu Ministrstva za pravosodje, se jaz osebno predlagal ministrka zadevo umakniti iz razprave. To seveda ne pomeni, da ni potrebna neka javna razprava, posebej v strokovni javnosti o tem, kako ta neskladje urediti in se strinjam s tem, da je bilo dobro, koliko bi se to dalo narediti tako, da bi bilo to vprašanje razbremenjeno vezanosti na kakšne konkretne predloge ali osebe. Da je to možno narediti v času, ko že počasi vstopamo v čas predvolilne kampanje, ko se sicer ne reše, kdo bo predsednik v naslednjem mandatu, se pove, kdo so kandidati, ali bilo to razbremenjeno, tega bremena možno narediti v tem času, pa močno dvomim. Tako da mislim, da nas čaka neka daljša razprava o tem in eventualno, glede na rezultate te razprave, v naslednjem mandatu tudi poskus, da se vprašanje reši. Premier, ste bili seznanjeni s tem, da bo minister Šturm predlagal izbris obsodbe za udeležence v Celovškem roku, oziroma kaj mislite o tem izbrisu? Ja, nisem bil seznanjen s tem, gre za pač kombinirane pristojnosti sodišč, tožilstev, Ministrstva za pravosodje in predsednika republike, vlada o tem ne odloča. Tako da tudi ni bilo formalnih obvez kogarkoli, da me ne seznanjen. Kaj pa mislite, takrat ste bili pravno iz vlade, nekako ste mogli zaradi nekega podobnega misliti? Tukaj ni bilo nič podobnega. Kakšno je moje stališče do tistih dogodkov takrat v Celovcu je znano, ker sem ga povedal takoj takrat. Mislim, da v zaporu niso bili tisti, ki so bili najbolj odgovorni.